Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes odgovarjam na 2 oziroma 3 vprašanja, ki se nekako povezujejo med sabo. In sicer, prvo vprašanje je povezano z gospo, ki sprašuje za svojega sina, star je 4 leta in enostavno je nervozen. In zaradi tega, ker je ves čas neka napetost v družini, se pač v družini kregajo. Naslednja stranka, gospa, ki spremlja moj YouTube kanal, pravi, da ima strah pred bodočnosti in potem bodočnostjo, in ta tretji gospod pa sprašuje prehrana po infarktu. Kaj ima mladost, pa infarkt, pa strah skupnega? No, kaj imajo te 3 stvari skupnega, bomo danes pogledali v tem videu. V glavnem vzorci iz preteklosti, iz otroštva, vzorci iz preteklih življenj, ampak pojdimo najprej na otroštvo. Zadnje čase se čistijo energije povezane z avtoriteto v naši mladosti. Sploh tale sončni mrk, ki je bil pred kratkim, je v bistvu sonce, vemo, da je avtoriteta. In je lahko povezano to z očetom, v bistvu, kdo je bil v vaši družini avtoriteta. Lahko je povezano z očetom ali pa z energijo mame. In če se vam je zdaj nekaj zgodilo in vam pometalo vse skupaj na plan, je povezano zdaj pa vam povem s čim, z 2 leti, ko ste imeli 2 leti. Zdaj pa pomislimo na te majčkene otročke pri 2 letih. Pri 2 letih otroci spoznajo, da so ločeni od staršev in da imajo svojo svobodno voljo in začnejo trmariti. In če vam ni bilo dovoljeno izražati takrat čustva, če vsakič, ko ste hoteli uveljaviti svojo voljo, ste bili kaznovani in vam ni bilo dovoljeno sploh izražati jeze, sploh pa če ste punčka oziroma če ste ženskega spola, ker je bilo tako, kako se pa obnašaš, ker pač punčka ne bi se obnašala lepo, Dejansko ste v sebi noter potlačili vso to, ali pa potlačili vso svojo jezo in ta jeza se potem nekje odraža. Če zdaj najprej pogledamo za tega fantka, ki ima pri 4 letih tako nenadzorovano obnašanje, to je spomin na zadnje življenje. Se mu čistijo neki spomini. Zdaj, kako bi mama lahko pri tem pomagala? Seveda ne pripelje k meni na svetovanje svojega otroka, ampak pride ona in ona v bistvu lahko za svojega otroka poišče, ki je vzrok, kar. Vzrok je po vsej verjetnosti v tem, da ta otrok odreagira na njo ali na njenega moža, se pravi na očeta, in da zaradi tega, da vsakič, ko ga hočeta ali uveljaviti nekaj svojega, otrok prekomerno odreagira. In seveda lahko povezano to s preteklimi življenji. Skoraj sigurno. Otroci, ki veliko jokajo v prvih letih življenja, predelujejo neko nasilno smrt iz preteklega življenja, lahko predelujejo nek grozen strah iz preteklega življenja. Naj vam povem, zdaj je bila pri meni na svetovanju gospa, ki predeluje energijo Bosne, bosanske vojne, ampak ne toliko Sarajeva, te bosanske vojne, ampak predeluje energijo konjic, bitka na Neretvi. No, v glavnem, ko jaz delam svetovanja, pač dobim neko sliko in dokler ne najdemo programa, ki je povezan s to sliko, toliko časa meni ta slika vztraja. In v glavnem, jaz sem samo to videla, Neretva, bitka na Neretvi, da od tam izvira energija in jo vprašam, kje je bila njena mama rojena. In dejansko njena mama je bila rojena prav v bližini teh konjic, kjer se je odvijala bitka na Neretvi. Tako nenavadno. In druga stvar, strah glede preživetja. No, in to je pa zdaj naslednja gospa govori. V tem življenju predeluje strah pred izgubo, pred preživetjem in seveda vsak, ki ima ta strah, se mu je med korono še dodatno poslabšalo stanje, ali se je začel rediti, ali so se povečale neke bolezni. Po večini te ljudje, ki imajo ta strah v sebi, so seveda se šli cepiti, zaradi tega, ker jih je bilo strah, če se okužijo s smrtonosno boleznijo, in zdaj nosijo posledice vnetij na celični bazi, ker v bistvu oni se niso cepili zaradi poguma, ampak zaradi strahu. In spet
jim to zdaj povzroča še več zdravstvenih težav. In seveda prehrana po infarktu je pa povezana, kaj je infarkt, kje je sedež strahu, srčna čakra, tukaj gor se usede strah, ne moreš niti dihati in posledično to slabi delovanje fizičnega srca in vpliva tudi na to, da pač infarkt, zastoj krvi, pretoka in tako naprej. Vemo, da recimo sploh kri prenaša radost po našem telesu, srce prenaša ljubezen po našem telesu, srce fizično, srce ima svoj senzor in zazna energije. Deluje podobno kot možgani, ampak dejansko 2 metra pred nami prav ta energija srca skenira, s kom imamo mi opravka. Skenira. In zdaj kaj se zgodi? Ker vse resonira na isti vibraciji. Če je moja osnovna vibracija strah, pomeni, da bom privlačila situacije ljudi, ki vibrirajo na isti vibraciji in to se poklop skupaj in jaz zaradi tega potem seveda občutim še več tega, kar je v mojem polju. Se pravi, kako zdaj sebe spraviti iz tega ven? Seveda, prvo smo fizično bitje in je potrebno poskrbeti za fizično bitje. Kdor ta nivo zanemari, lejte, mu nič ne pomaga meditirati, ne vem, kaj še se delati, ker enostavno fizično telo je tukaj treba podpreti. No? In smo pri tem, kaj v tem primeru narediti, da imate otroka, ki je razdražljiv. Kaj v tem primeru narediti, da imate prehrano po infarktu, da imate, ne vem, da vas špika pri srcu. Kaj v tem primeru narediti, da ste prepojeni s strahom? B-vitamin. B-vitamin. Še enkrat B-vitamin. Aha, kje pa zdaj jaz dobim B-vitamin? Ja, lahko ga greste kupiti v lekarno, kupite umetni B-vitamin, pa boste fluorescenčno lulali. To je ena možnost, ki vam jo ne priporočam. Bolj pametno je, začnite uporabljati naravna prehranska dopolnila. Ne vem, zdaj boste rekli, delaš reklamo za sebe. Jaz za svoje ta prehranska dopolnila, ki jih prodajam 30 let, pač vem, da so dobra. Jaz jih uporabljam, moja družina jih uporablja in če bi jaz imela otroka, ki ima izpade, jaz bi otroku dala Vitaskver. To je prva zadeva. Druga stvar, mu bi dala verjetno šejk. Zaradi tega, da mu bi dala dovolj B-vitaminov, da se ta otrok pač umiri. Tehnično najprej. Naslednja zadeva. Če bi bila jaz prepojena s strahom in bi mogoče že razmišljala o tem, da bi morala iti na kakšne antidepresive, jaz bi vzela B-vitamine, bi vzela Formulo 4, pa bi vzela tudi šejk. Če bi jaz že doživela infarkt, kaj bi jaz vzela? Jaz bi vzela Formulo 4, bi vzela še omega 3, pa bi vzela C-vitamin. To je prva zadeva, malo bi podprla moje fizično telo. In naslednja zadeva, kot ta gospod, ki sprašuje prehrana po infarktu, v tem primeru bi se prehranjevala na 2,5 uri po načelu srednjega glikemičnega indeksa. Prehranjevala se bi točno tako, kot so jedilniki opisani v moji knjigi, ko imajo hormoni žur, ker na koncu koncev jaz moram zagotoviti telesu vsake 2 ure nekaj zdravega in pač, da ne odkrivam tople vode, čisto preprosto. Pač greš po teh jedilnikih in poješ nekaj od tega, ne vem, en rezina pršuta z 200 gramov melone. To je lahko že kot mini obrok. Ali pa poješ za večerjo, nekaj daj za kosilo, recimo, ali pa kosilo, file morskega lista na žaru z limoninimi rezinami, stročji fižol in solata. In kot vidite, tukaj noter ni nič testenin. Ja, ne rabite jih. Nič krompirja, zaradi tega, ker ti ogljikovi hidrati vam upočasnijo možgane, vam izplavljajo B-vitamine iz telesa, ker porabljajo ogromno energije za presnovo, hkrati pa dobite ravno tako v stročjem fižolu, dobite ogljikove hidrate, ki jih potrebujete, zato da vaši možgani delujejo. Kaj bi jedla za večerjo? Za večerjo recimo bi si vzela sir z manj maščobe, skleda solate z bučnim oljem. To je to, lahko date gor še skuto in je to. Lahko bi vas še enkrat jedla pršut, kos sira, pest mandljev, pa olive. Ne vem, ali pa bi si šejk naredila samo za večerjo, pa bi bilo to. V glavnem, tukaj noter imate jedilnike, da ni treba odkrivati tople vode.
No, zdaj pa gremo na čustva. Za vsako stvar se moramo vprašati, kaj je tisto čustvo. Zdaj, če gremo najprej na otroka. Otrok, ki odreagira na svoje starše, se moramo mi starši vprašati, če je mogoče, če sem jaz z njim karmično povezana. Se pravi, da sem mu v nekem drugem življenju mogoče naredila nekaj slabega in zdaj na nek način mi vrača to energijo. Zdaj, kako to preverite? Preverite z mišičnim testom. Zdaj, tisti, če vam res ne gre, da so neki zaštrikani odnosi, pač pridete k meni na svetovanje. Tukaj sem v Sežano. Jaz svetovanje delam po telefonu, delam jih nadaljavo, jaz rabim fizično imeti tukaj človeka 2 uri pa pol, 2 uri, da predelamo zadeve, ker v bistvu gre polje energije čez mene, ko delam z ljudmi in hkrati delam tudi terapijo. Tako da to ni samo neko svetovanje in pogovor, ampak dejansko jaz delam terapijo, čistim energijsko polje. Zadnjič je bila ena gospa pri meni in je imela grozen strah pred vožnjo skozi tunele. In dejansko po prvi terapiji je enostavno strah zginil. Ona se lahko vozi skozi predore, brez da bi občutila tesnobo, da jo bo nekaj zasul. Pač pretekla življenja. Ja, pretekla življenja. Vam povem, kaj ona predeluje. Ona predeluje zelo intenzivno vez s svojim možem in to, kar predeluje skozi te tunele, ni povezano prav direktno s tuneli ali pa z zasutostjo, kot to, da je bila ujeta. In vemo, da nekoč, ko so bili turški upadi tukaj pri nas v Slovenijo, so mlada dekleta Turki ugrabljali, jih potem posilili. Ta dekleta so rodila vojščake, se pravi, so rodile janičarje in ti janičarji so potem napadali svoj lastni narod. Tudi recimo, če vas je strah ugrabitve, lahko preverite, če mogoče predelujete neko drugo življenje, ko so vas ugrabili, ste bili mogoče fantek in so vas odpeljali v Turčijo za janičarja in ste potem hodili nazaj pobijati svoj lastni narod. Pač preverite, če imate nekaj divjega v sebi, neko agresijo, sigurno predelujete iz enega drugega življenja, pač nek vzorec potlačene jeze, agresije, ščuvanja na nasilje in tako naprej. In to je v tem primeru, pri tem fantku, recimo, ki imajo cela družina težave, nekaj od tega se je sprostilo. Iz katerega življenja, se pravi, iz katerega filma, nimam pojma. Druga zadeva, ta gospa, ki pa predeluje ta alkohol, strah, izgubo, spet, iz katerega filma se predelujejo te isti vzorci. In zdaj, če grem na to gospo, ki je bila pri meni na svetovanju, ona predeluje pač to življenje. Njena mama je odraščala v času 2. svetovne vojne in je bila izguba, ona je bila vojna sirota. In seveda potem ta občutek zavrženosti, ki ga tudi ona predeluje in tako naprej. In za vsako ceno mora zaščititi svojo družino preko vseh razumnih meja. In seveda to so strahovi, ki se podedujejo po družinskem deblu tudi 9 generacij in nenazadnje jih nekaj prinesemo tudi s sabo, kot duše, ki imamo določene stvari za predelati. No, in če nič ne predelamo, pride bolezen. In ta bolezen je pa poslana kot blagoslov. Tukaj imaš bolezen, ozavesti svojo rano. In zdaj, če je povezan s strahom, pa infarktom, lahko tvoja bolezen nosi šolo tvoji družini, ki imajo za predelati strah pred izgubo, lahko je pa tebe strah bolezni. In spet, kaj naredite? Zdravilna molitev dekodiranja. No, ne vam povem, da sem jo dala nazaj, na YouTubeu je dosegljiva, lahko delate normalno naprej meditacijo. Se pravi, zdravilno molitvijo dekodiranja boste počistili te vzorce. Zdravilna molitev dekodiranja je opisana v knjigi Ko imajo duše žur na strani 216. V glavnem, v vsakem primeru gre se za to, da date noter vzorec v to zdravilno molitev dekodiranja, počistite vzorec in ko počistite ta vzorec, se v bistvu kot neko zaporedje se sprosti. No, pojmo še na eno zadevo, ker zdajle vemo, da se zbirajo podpisi in vas toplo prosim, pejte podpisati
peticijo, mislim, da se reče tako, proti ukinitvi gotovine, se pravi za gotovino. Ker ta trenutek se zbirajo podpisi za vse tiste, ki želite, da ostaja gotovina še vedno v naši ustavi, se pravi, da imamo dostop do gotovine. Dejansko se zdaj zbirajo podpisi in če bo to šlo skozi, bo to prišlo v ustavo, kjer bo napisano, da nam ne smejo vzeti gotovine. Ker če nam vzamejo gotovino, to pomeni, da se lahko zgodi, zaprejo bankomate, elektronsko nekaj crkne, nimamo več, imaš lahko še pa še denarja, enostavno nimaš s čim plačevati, ker je vse na karticah. In kartica, če ne deluje, jo lahko samo prestrižeš. V glavnem, pejte na upravno enoto, podpišite to deklaracijo, to izjavo, da se strinjate, da gotovina ostaja. In jaz sem to že naredila in pozivam tudi vas. Pojdite na upravno enoto in podpišite, da se strinjate, da gotovina ostaja. Imamo aktivno vlogo pri tem, da soupravljamo zakoni, ampak gre se za to, da se ne skrijemo takrat, ko je čas, da za nekaj glasuješ. Vsak glas šteje. No, ravno tako pa vsak glas šteje. Vsakič, ko kupite nezdravo hrano, vi podpirate industrijo nezdrave hrane. Vsak glas šteje. Vsakič, ko na blagajni naredi pip, vi glasujete. Koga podpirate? Nezdravo hrano, ekološko pridelavo, domače kmete, koga podpirate? Vsakič, ko greste v trgovino, nekoga podpirate. Tako je. Imamo moč, a ne? Ni, da smo nemočni pri tem, da ne moramo vplivati na to, kar se nam bo dogajalo. Zdaj bom pa samo potegnila sem karte, takole, ker bomo šli še pogledati, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste, ki predelujete energije strahu, infarktov, nemoči. Nemoči. Nemoč. Preverite, če imate program. Nemočen sem pri tem, kar se dogaja v svetu. Ta nemoč. Moram se skriti, moram pobegniti. Mogoče izrabljate bolezen kot izhod, da moram pobegniti v bolezen. Dajte preveriti še tisti, ki ne morete nehati jesti. Moram se ubiti s hrano. Moram se ubiti. A veste, da ogromno ljudi ima ta program, moram se ubiti s hrano. Ne narediš tako samomor, ampak ješ toliko časa, da ti neha telo delati. No, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. Čas je za novo vizijo. Konec je lenobe in konec je tega, da se primerjate z ostalimi, ker vi ste veličasti. Vam bom pokazala, kje karte so prišle. Dovolj je primerjanje. Taki, kot ste veličastni. To je težko sprejeti, ker nekdo je vedno, lahko rečete, če imate občutek manj vrednosti, da je nekdo lepši kot vi in tako naprej. Ampak vsak zase je tako veličasten original, da je to nekaj neverjetnega. Druga stvar, dovolj je lenobe. Stvarstvo vas ne podpira več pri tem, da čepite nekje in niste več aktivni. Stvarstvo vas hoče poriniti naprej in vas bo porinilo. Strah, ne, jaz se hočem skriti. Ne se več skrivati. Dovolj je skrivanja. Čas je za, ta notranja energija, da se začne izražati skozi vas in za novo vizijo. Taram! Da enostavno se izstrelite tja, kjer veste, da boste dodali največ svetu, kjer veste, da boste vi se izrazili kot duša. Ker recimo, jaz zase vem, da s tem, ko snemam videe, ko govorim o tem, kaj se meni dogaja, kar se mojim strankam dogaja, kar se dogaja, nekomu podam roko. S tem, ko pišem knjige, nekdo ne more spati, vzame knjigo v roke. Recimo, če gledamo, ko imajo duše žur. Recimo, vzameš knjigo v roke, se ti nekje odpre, zdaj sem ji pri številih. Neprestano vidiš število 555. In to je sporočilo. Na vseh področjih tvojega življenja se odvijajo velikanske spremembe. Da bi bile te kar se da ugodne zate, pozitivno razmišljaj in se osredotočaj na molitev in afirmacije.
Ali pa mogoče kar naprej vidite, pogledate na uro 11 pa 11 minut, kaj sporočate stvarstvo. To število vam prinaša nujno sporočilo, da se vse, o čemer razmišljate, v hipu uresničuje. Zato razmišljajte le o tistem, kar si želite. Vse misli pogojene s strahom predajte nebesom, da se predrugačijo. Oziroma jih ustavite v zdravilno molitev dekodiranja, da jih napolnite z Božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo. Izbirajte res samo tiste odnose, tiste informacije, tiste ljudi, ki vas podpirajo. In vse to, kar vas ruši, zakaj že? Zato, ker ste poročen, pa ste nekoč nadeli prstan, pa dali za obljubo. Ja, strinjam, ste dali za obljubo, dokler naju smrt ne reši in dokler te zaobljube ne boste počistili, je bolj varno, da si pridelate bolezen, ta hitrega raka po možnosti, da boste na hitro umrli. To je tudi ena od možnih rešitev. Sam duša vas ne podpira več pri tem. Čas je za ljubezen do sebe. Zavedajte se, da ste ljubljeni otrok stvarstva. In stvarstvo vam čestita za pogum. Ste na pravi poti, se poti naprej sta gladke. In priznajte si. Vedno in povsod izražajte svojo resnico in vprašajte se, kaj občutim prav z določenim odnosom. Kaj občutite? In če se vam zgodi to, kar se je meni zgodilo leta nazaj, ko sem šla čez moje odnose, kaj občutim, se je sicer do bivšega moža, sovražim ga. Ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražam. Vzgojena sem bila v veri, sovraštvo je smrtni greh. Greš direktno v pekel. Ja, bla bla. Dokler sovraštva ne počistiš do določene duše, ga boš imel takole prilepljenega na sebe. V tem, v naslednjem življenju, v vseh življenjih, dokler se ta energija sovraštva ne predrugači. Tako je. In jaz danes, če gledam, lahko zdaj le naredim mišični test, sovražim dušo mojega bivšega moža. Ne. Občutim hvaležnost, ker sem s pomočjo njega postala mama. Absolutno. Sem 3 krasne otroke, pa kaj si še človek lahko želi. Jaz sem mama. In to je v bistvu, sem si tako močno želela in mi to všeč. Se pravi, sem lahko samo hvaležna, ker imam, sem mama, ne? In druga stvar. Dobili ste, glejte, sliko pogledajte, boginje. Mama z otrokom, Irena, prinaša vam mir. Ni vam treba skrbeti, ker se bo vse krasno izšlo. Boginja Irena, pojma nimam, katera boginja je to, verjetno kakšna keltska boginja, da vidimo. Samo da jo zdaj jaz tle noter najdem. Irena. Izolda, Izida, Ištar, Irena. Grška boginja, katere sestre so boginje zakonitosti in pravičnosti. Mir prinaša vsem, ki jo pokličejo. Rimljani so jo klicali Pax, kar pomeni mir. Irena nam prinaša, nam pomaga nadomestiti skrbi z zaupanjem. Jaz se vam opravičujem, jaz imam del disleksije in ko začnejo plesati črke pred mojimi očmi, ja res plešejo. Prav tako nas spominja, naj ohranjamo otroško čudenje in navdušenje nad življenjem. Kaj vam sporoča tale boginja miru Irena? In vse tiste Irene, zdaj veste, kaj ste? Mir, prinašate mir. Čeprav je na prvi pogled videti kaotično, vam zagotavljam, da se uresničuje višji načrt. Ta vseobsegajoča sila vas nosi in podpira v popolnosti. Sprostite se v rokah božanske ljubezni, z dihom preženite vse skrbi, žalost in vznemirjenje. Usmerite se v uživanje in cenite vsak blagoslov. Z izraženo hvaležnostjo bo v vaše življenje prišlo več blagoslovov. Se pravi, no in prav to. Ko vidite nek odnos, ki je tako,
dajte nadomestiti te energije, nizke energije, sovraštva, jeze, zamere z energijo hvaležnosti in takrat se veča vse dobro v vašem življenju. Tako da ja. A gremo na začetek. Kaj imajo skupaj prehrana po infarktu, strah in depresija in težavni otroci? Ljubezen do sebe. To imajo skupnega. Vse skupaj nas uči. Ljubezen do sebe, prepoznati svoja nizka čustva in jih nadomestiti, jih počistiti z zdravilno molitvijo dekodiranja in vnesti mir v svoje zavedanje, v svoj dom, v svoje okolje in potem bo vse lažje. Tako da uživajte. Lep dan vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.